Pahor, predsednik Republike Slovenije, besedo pred državnim zborom. Gospod Robert Pahor nastopi funkcijo predsednika Republike Slovenije 23. decembra 2012. V tem prisege gospodu Borutu Pahoru skladu s 5. členom Ustave Republike Slovenije preneha mandat poslanca. Spoštovani gospod predsednik, iskrene čestitke. Prepričan sem, da bodo vaš življenjski optimizem, vztrajnost, zaupanje v ljudi, povezovanost, konstruktivnost in pozitivna naravnanost pripomogli izhodu iz gospodarske in finančne krize ter povrnitvi zaupanja v državo in njene institucije. Želim vam obilo prevladnosti in moči ob upravljanju vaše zahtevne in odgovorne funkcije. Zdaj pa vas vabim, da nagovorite prisotne ter državljanke in državljane Republike Slovenije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, visoki zbor, ugledni gostje, prvi predsednik Republike Slovenije, ekscelence, spoštovani Slovenke in Slovenci, doma in vse povsod po svetu, spoštovani državljanke in državljani. Najprej naj se obrnem vam, spoštovani gospod predsednik. Sprejmite, prosim, tudi mojo in še enkrat našo skupno zahvalo za vaše predano in vestno upravljanje dolžnosti predsednika Republike. S svojim delom ste se trudili in trditi ugled Slovenije doma v uspehu, ko vam je uspelo, kar bi vam želel dati in podobnih uspehov na vaši poklicni poti tudi nadalje, pa tudi veliko srečnih trenutkov, tako vam tudi vaši soprogi v vašem zasebnem življenju. Hvala in vse dobro, gospod predsednik. Visoki zbor, državljanke in državljani. Preživljamo težke čase. 4 leta krize so nas izčrpali. Potrpežljivost naših ljudi je razumljivo omejena. To kažejo tudi demonstracije v zadnjih dneh. Zdi se, kot da nam skoraj nič prihrani. Socialno najbolj šibki se oklepajo zgolj še svojega dostojanstva. Nekateri pa se že počutijo, kot da so oropani že tega. Razmere so torej izjemno zahtevne, vendar bi želel danes takoj poudariti moje osebno stališče in prepričanje. So tudi premanjljive. Še vedno smo namreč v položaju, ko je prihodnost odvisna od naše volje. Odločitev naše generacije utegne zaznamovati usodo mnogih naslednjih. Odgovornost, ki je tu in zdaj, je torej neprenosljiva. V prvi vrsti je potrebna trdna in uporna volja politike, da se absolutno osredotoči na izhod iz krize in za nekaj časa pozabi zamere in prepire, ki niso pomembni za ljudi. Ne nazadnje pa se prepričam, bo ta zgodovinski poziv tudi vseh naših ljudi. Ko pravim, da smo še vedno gospodari svoje usode, ne mislim, da smo globalno krizo začeli mi in seveda še manj, da jo bomo mi počali. Poudarjam pa, da Slovenija lahko svoj del možnosti zapravi ali pa izkoristi. To in koliko pa je izključno in samo v naših rokah. Zaenkrat nam ni šlo najbolje od rok. Kriza je našo državo naletela bolj nepripravljeno od večine drugih. Zato je kriza Slovenijo stresla v temelj. Če se je sprva še zdelo, da gre za finančne, gospodarske in socialne procese, je naglo in vseobsežno zaostrovanje krize
močneje izpostavilo njeno moralno razsežnost. Ljudje so že časoma dobro razumeli, da so za soočanje s to krizo potrebni ukrepi. Niso pa se ne bodo sprijaznili z občutkom družbene neenakosti in nepravičnosti, ki jo je nakazila tranzicija. Zavračanje ukrepov je bilo in je mestoma še vedno velikokrat povezano z vtisom, da te neenakosti in nepravičnosti, ti ukrepi ne odpravljajo, ampak da jo celo ščitijo. Ta občutek sicer ni bil vedno upravičen in ni tudi sedaj. A naša naloga je, da ta občutek odpravimo v celoti. To je naša naloga ultimativnega značaja. Visoki zbor, spoznanje, da je, kot smo radi rekli v zadnjih letih, prava država lahko le pravna država, je dozvolevalo prepočasi in je šele zadnje čase bolj prevladujoče. Od tega, ali bodo naši ljudje v nujnih gospodarstvih in socialnih reformah videli tudi obet pravičnejše družbe, je v veliki meri, morda celo odločilni meri, odvisna podpora zakona. Če bomo pravno učinkovito preprečevali in kaznovali zlorabe moči in oblasti v politiki, v gospodarstvu, vse povsod v družbi, bomo, to sem prepričan, imeli tudi prepotrebno podporo javnosti za reforme, ki so nujne za naš obstoj in za naš razvoj. Ne dvomimo v preudarnost in razum in pogum naših ljudi. Če bodo vedeli, da gre za pravične stvari, ne izgledno, čeprav ne popularnost, za prihodnost njihovih otrok. Verjemite, na poti do tega cilja zanje ne bo previsoka odreka. Spoštovani, smo torej v položaju, ko bomo s svojim ravnanjem nagnili tehtnico naše prihodnosti. Če se bomo predali malodušju in celo obupu, bomo pogubili. Če se jima upremo in če se pogumno spopademo s problemi, jih bomo rešili. Ne omajno verjamem, da jih bomo. Res je, da so ljudje kritični in da so celo jezni. Ampak res je tudi, da si želijo sprememb in to sprememb na bolje za vse. Takoj, ko bodo dobili spodbuden signal, da se je politika začela bolj složiti, bolj enotno in bolj predano, posvečati rešitvam za skupno dobro, se bodo odzvali, ko so pripričani spodbudni. Atmosfera v državi se bo spremenila. Ne bo potem še tako težko. Občutek, da skupaj premagujemo nevidno pošast krize, bo prerasel v zmagovalno miselnost, ki jo zdaj tako zelo potrebujemo. Ta zmagovalna miselnost bo upravila s pesimizmom in strahom in med nas in naše ljudi vrnila upanje in vero v bodoče. Koliko danes slovenska politika še nima vseh rešitev, mora čim prej, kot sem dejal, čim bolj enotno, predstaviti načrte zanje. Samo dovolj hitro in prepričljiv skupen nastop še utegne omogočiti okoliščine, da bodo v vmesnem času, ko ukrepi še ne bodo prijeli, ljudje ohranili prepotrebno strpnost, medsebojno spoštovanje in potrpežljivost. To priložnost ima. Čas in odločenost za skupno in garaško delo sta zdaj in taki tukaj bistveni. Ne se nišče od nas ne nadeja
posebnih pohval, če bo na koncu vse skupaj uspelo. Največja nagrada, gospodin gospodin. Po zadoščenju, da nismo pustili naše ljudi na cedilu in da smo se vsi skupaj, ne da bi kogarkoli njih pustili sade, izvlekli iz krize. V okviru svojih pooblastil si bom zato prizadeval od prvega dne mojega mandata. Med drugim bi si v tem smislu prizadeval za okviren dogovor med vlado in opozicijo, če in koliko bi politične stranke ta poskus in mojo morebitno vlogo pri njem ocenili kot koristi. Bistvo dogovora so ukrepi potrebni za izhod iz krize. Jasno se je pokazalo, da ti ukrepi za njihov uspeh in implementacijo potrebujejo široko politično podporo. Trudil bi se, da bi bil ta politični dogovor nadgrajen tudi za razumevanje socialnih partnerjev. To bi bil v bistvu stvaren signal našim ljudem in mednarodni skupnosti, da smo Sloveniji nismo predali, da smo se odločili boriti in da bomo skupaj uspeli. Hitro in uspešno ukrepanje pomeni v prvi vrsti znova dostop do delovnega financiranja. Sprejemljivo nizka cena denarja nam je omogočila, da končno dobimo svež kapital za investicije z velikimi vsestranskimi učinki. Pričakovati je, da bi se potem vrnila gospodarska rast, odprla nova delovna mesta, oživile se bodo investicije v najmodernejše tehnologije in raziskave za razvoj, povečalo se bo končno tudi zanimanje za tuja vlade. Socialna država bo tako imela trdnejše temelje. Verjamem, da se strinjate, da bi to fundamentalno spremenilo atmosfero v naši državi, da bi povrnilo zaupanje v politiko, da ta služi vsem in ne vsem. Visoki šport. To bi utegnila biti prelomnica v reševanju krize. Premalo za rešitev, to da dovolj za zares obetaven svež začetek. Tisto, kar zdaj potrebujemo, je občutek, da delamo skupaj za skupno. Potrebujemo eden drugega. Ne more eden uspeti in drugi ne. Ali bomo uspeli vsi, ali bomo poražili vsi. Ne samo politik, tudi sicer. Vsak od nas, kot posameznik, kot državljan ali državljanka, ima nekaj, kar sestavlja mozaik moderne Slovenije 21. stoletja. Ali ima talent, plemenitost, ali znanje, pridnost, marljivost, ali ima izkušnje in neomajno voljo. Potrebujemo najboljše vrline slehernega od nas. Domovina potrebuje vse nas, ni pa domovina vse nas. Zato ne okupajmo. Sestavljamo ta mozaik, da sijajmo celoto, da bo dovolj kmalu vidna nova podoba Slovenije. Zato in za naslednje generacije. Kot sem prej dejal, ne bo lahko. Zelo težko. Toda z neomajno voljo je dosegljivo nepredstavljivo. Slovenci, vsi ljudje te prečudovite dežele, to skupaj zmorejo. Ta kljubovalnost, da obstane, je vendar v našem narodnem značaju. Ko je najtežje, smo najboljši. Ko smo enotni, smo večji in smo močnejši. Prav, verjamem, da bo kdo med vami spomigal, da v nekem zanosu pretirava. Zato bi rad na ta razumljiv dvom odgovoril z svarilom Michelangela. Citiram. Največja nevarnost ni, da si postavimo previsoke cilje in jih na to ne dosežemo. Temveč to, da si zastavimo prenizke in da jih dosežemo. Spoštovani,
tem, ko bomo uspešno in solidarno premagovali krizo, se bomo smeli in mogli bistveno bolj posvetiti spremembam v evropskem okolju, katerega aktivni del smo. Če naj pri tem ostane, da smo aktivni in suvereni, potem moramo opaziti strateške premike v uveljavljanju evropske ideje. S tem, ko je ta evropska ideja zavarovala polstoletni mir na starem kontinentu, nikoli prej naš kontinent, nikoli počasno živel v miru kot prej, je postala sama dobitnica Nobelove nagrade za mir. Ampak kako bo v prihodnosti? Kriza je razkrila njeno zelo omejeno odzivno moč na velike, zlasti dramatične spremembe v mednarodnem okolju. Ampak nuja po večjih pooblastilih Bruslja ostaja eno glavnih vprašanj njene sedanjosti in prihodnosti. Glede tega vam bi rad povedal svoj pogled v stavko in dve. Po mojem je v slovenskem narodnem interesu, da ostanemo aktivni del Evrope, ki se bo pripravljal na politično, gospodarsko in socialno bolj povezati. Če bomo iz tega izključili ne zaradi odločitve naših ljudi, ki bo suverena na morebitnem referendumu glede tega čez, ampak zaradi naše razvojne zaostalosti, za katero pa mi, tukaj zlasti mi, v tej dvorani, najbolj odgovarjamo, bo naša odgovornost za zgodovino neizprosta. Slutim čas, ko bo nova konvencija za Evropsko ustavo postavila vse evropske narode in države pred novo izbiro. Dileme ne bodo enostavne, ne za velike narode in ne za majhne. Verjetno, skoraj gotovo, bo šlo za nov predlog za prenos dodatnih elementov suverenosti države na skupino. Mi pa smemo in moramo biti občutljivi na to vprašanje. Pa moje stališče do tega poznate. Ne nazadnje, imamo našo državo dobrih 50 let. In čakali smo na njo stoletje. Kako bomo mi, kako bodo naši ljudje razumeli in odgovorili na te dileme, ki so strateške važnosti za našo nacijo in državo? Danes vam bi rad zagotovil, da si bom kot predsednik prizadeval, da bomo pripravljeni tudi na to. Rad bi povabil k sodelovanju in skupnemu premisleku o naši nacionalni in skupni evropski prihodnosti vse intelektualne moči, ki jih premorajo, ne glede na njihovo politično ali nazorsko pripravnost. Umestiti se moramo med intelektualno najbolj živahne narode. Tukaj smo imeli prej kratek film, ki se vrtel naš spomin 20 let nazaj. Na predvečer velikih demokratičnih sprememb, ob koncu 80 let, je v Sloveniji vrelo intelektualnih idej in zamisli in pogledov. Ni bilo prepirano. Bila so soočenja, ki so izostrila naš pogled na to, kaj je potrebno storiti. Zato nismo bili zgodovinski zamudniki. Zato smo prešli v demokratičen sistem pogledni poti. Zato smo potem tudi zaradi velike enotnosti. In ni bila dosežena zla, bila pa je. Dosegli ustanovitev lastne države. Mi moramo ta trenutek, ob vseh problemih, ki imamo, tudi leta 1990 razumeti kot priložnost, da vidimo to kot humus novih zamisli, ki ga, kot rečeno, tako silovito potrebujemo za sveže soočanje z izzivi tega stoletja. Na koncu, kakšno Slovenijo torej? Slovenija, notranje dovolj socialno povezano, da je reševanje krize ne bo okorilo. Politično bolj složno, da nas ne bodo težke razmere pripravile, da nas bodo prav težke razmere pripravile do večjega sodelovanja in enotnosti, ne razklanosti. Slovenija